Prisrčen pozdrav. Tole je včerajšnji ponedeljkov Reporter. Tukaj je noter ena tema ženskega glasovi za ženske v politiki. Tole je noter, se mi zdi okrog, če sem jih prav naštel, 43 žensk, pa en poslanec, tale, jaz, tukaj. Pa tudi Tonin je tam med kopico poslank. Sicer pa 43 žensk od treh telih poslank, Joveva, Ljudmila Novak, Tanja Fajon, Romana Tomc sicer manjka, potem je tle Violeta Tomič. In potem sem jaz temi novinarki, reporterja Biserki svetoval naj poleg mojega mnenja upošteva še kakšno žensko teh nekih znalk, domnevnih znalk. Pa sem rekel, pejte tja v Inštitut 8. marec. Pa je Niko Kovač tle dala, pa pol že tle Katjo Knez Steinbuch. No, jaz sem dal intervju na to temo, zakaj ženske načeloma, statistika tako kaže, ne volijo žensk v politiki. Odkje je ta fenomen? Ko bi vendarle lahko pričakovali, da bo ženska lojalna svojemu spolu in volila ženske. Figico, jok brate ali pa jok sestra. Ženske načeloma ne volijo žensk. Odkje je ta fenomen? In jaz to skozi psihoanalizo razložil in fino tukaj piše, dosti korektno sem jaz povzet, vendar to je 10% tistega, kar sem jaz dal novinarki kot odgovor na to dilemo ali pa provokacijo na temo, zakaj ženske ne volijo žensk. Zdaj ta moja psihoanalitična elaboracija tega vprašanja je kar kompleksna, pa dosti dolga. Zdaj bom jaz malo sem si skiciral, ko sem to napisal, dal bom tudi na blog, ampak tale video snemam že drugič, ker 40-minutni video sem posnel zjutraj, zvečer sem mi pa zob odlomil, pa sem šel pa urgentno v zobozdravniku, takoj sem bil na vrt in zdaj imam pa lepe zobe, čeprav tale malo koso mi ga ena zbrusla po strani. Bomo to tudi zrihtali. Čeprav ne gledam toliko na ta imidž, ampak vendarle bom posnel zdaj še enkrat tale video, brez škrbine, začel bom pa takole. Metapsihološki, torej psihoanalitični vidik te spolske in zagatne teme je nadležen. Itak, da je nadležen. Spolne razlike so vedno nadležne. Psihoanaliza Freudova je sporna ravno v kontekstu razlik med spoloma. Tukaj se najbolj feministke vtikujejo v Freuda, ga spodbijajo, žagajo, minirajo, zažigajo na grmadi. Torej, ta tema je nadležna. Ne toliko za običajne ženske, normalne ženske, kot za feministke. Jedro feminizma predstavlja fiksna ideja o enakosti spolov, teorija spolov. Gender, kar je z psihoanalitičnega vidika utopija. Nobene gender teorije ne more biti, nadaljno moje predavanje bo posvečeno temu, torej nobenega enačenja spolov ne more biti. Psihoanaliza gleda na to enačenje, na gender teorijo kot absurd, error, paradoks. Knjigo sem napisal o spolu, torej tale je prvi spol, o spolu in prvi spol na to temo, zakaj sta spola različna. Ravno feministke so že pred leti dosegle, da so se v politiko tudi pri nas naselile te popularne, bolje rečeno zloglasne, spolne, torej ženske kvote. V enih CSD-jih, sodiščih pa nima nič kvot, tam so pa same babe in nič ne laufa. Profeministične ženske so posledično utopično potem razmišljale, da bodo ženske zaradi spolnih kvot, ki predstavljajo več kot 50%, 51%, blizu 52% volilnega telesa, množično volile ženske.
Vendar so se še kako uštele, itak, da so se uštele. Ker so bile ravno feministke, torej falične, karieristične in emancipirane ženske, povsem ne samo kritične, so postale čisto zasvojene z idejo, da bodo ženske na račun spolnih kvot na volitvah volile ženske in da bodo ženske zdaj množično v politiki. Ne, pa jih ni, Skandinavija jih ima, v Sloveniji pa ni tako, in v Srednji Evropi tudi ni tako. Ne. Posebno pa v teh konzervativnih državah, deželah. Čeprav je zdaj tudi Kosovo dobil kot konzervativna mlada država, dobil žensko premierko. Pa mislim, da je že druga. Da je že bila ena hčerka od tistega znamenitega politika. Ne vem, kaj je že bil. Te iste feministke na čelu s samimi ženskami v politiki, vse ženske v politiki so profeministične, tudi te desničarke so bolj profeministične. Torej, ženske v politiki so bile najbolj razočarane in obupane, ko so spoznale, in to je dejstvo, da ženske izjemno nerade volijo svojega spola, svoj spol. Nerade volijo tega ženskega spola. Itak, bi jaz rekel, ne? Zato, ker vem, kaj se dogaja po ženskem nezavednem. Profeministične ženske z našimi levimi političarkami na čelu so bile najbolj razočarane nad dejstvom, par let nazaj, 2016, ko Hillary Clinton ni premagala top mačista, top seksista Donalda Trumpa, in to tudi na račun dejstva, da so Trumpa, jaz rečem, Trumpa, Trumpla, zato ker to ni ravno pravi moški, ki bi mu jaz dal željen, ta je pa normalen. Preveč bapi sem imel v svojem lifeu, premali moralno razsoden, da bi dobil po mojem videnju status nekega pravega alfa moškega, alfa samca. Volile so ga pa, ne boste vedeli, starejše, jaz bi rekel trezne, zrele, bele dame srednjih let. Take, ko je Hillary Clinton. Niso volile Hillary Clinton, ampak Trumpa. Pa ne zato, ker bi bile republikanke, ampak zato, ker so zdravo, razumsko, kmečko, ženstveno razmišljale ne toliko o samem Trumpu, ampak o Hillary Clinton. In jaz sem že takrat pred Žižkom napovedal, da je manjše zlo volt Trumpa kot volt, ali pa da je izvoljena Hillary Clinton. In jaz sem se bal, kakšne pizdarje bo Trump počel, pa jih ni. Izkazal sem se, da je bil kar dober predsednik in zdaj s tem Bidenom, zdaj bo šele jeba nastala. Mogoče ne toliko v Ameriki kot po svetu, ker te demokrati se zdaj spet kot svetovni policaji vtikujejo v razne obrobne države, vpeljujejo demokracijo, kar je po svoje fajn, ampak tam se pa razne vojne dogajajo na račun Amerike. Trump si pa tega ni dovolil in z tega vidika je bil kar v redu. Čeprav s covidom se pa ni znal soočati, ker je samozavesten, kot tisti brazilski predsednik in pol Brazilije okuženje, pa ne vem, koliko jih je pomrlo, 300,000, pa Amerik tudi, tudi ta moški ego, ženske so pa preplašene, pa poslušajo pa moške strokovnjake, gospodarje bi se reklo. Skratka, po mojem psihoanalitičnem prepričanju, vedenju, in to piše tudi v Reporterju, so me pravilno povzeli, je paradigma, da ženske ne bodo kar tako volile žensk, povsem logična. Ta paradigma je pričakovana, logična, smiselna in jaz se moram samo razložiti, zakaj je tako. Namreč fundament miselnega koncepta, ki ga je Freud najprej imenoval, torej poimenoval ga je psihoanaliza, fundament psihoanalize miselnega koncepta predstavlja Oedipov kompleks s fenomenom kastracije. Kastracija je inherentni del Oedipovega kompleksa. Kdor dobro razume oedipalno kastracijsko teoretsko bistvo, natančno ve,
da običajna, da ne rečem normalna, to je spolzek izraz, normalna ženska. Se pravi, normalna ženska na volitvah voli moške predstavnike oziroma nezavedno teži k oboževanju moške politične ikone, moškega lika, ki ima očetovo oziroma očetovsko simbolno zastopstvo. To so me korektno povzeli, jaz sem pa še nadalje marsikaj povedal. Naprimer, da ženske navadno pridejo v parlament predvsem zaradi političnih petelinov, tistih veljakov, ki volijo stranko. Svoj čas, recimo, če se spomnim, pri nas v preteklosti je prišlo v parlament kar nekaj žensk, ali pa bom rekel ogromno žensk, in to na račun kvot in na račun teh potencialnih mandatarjev, ala Janković, Virant tudi, Cerar, pozneje Šarec. In seveda tudi na desni je ta glavni petelin Janša in tudi Eva Irgl, Jelka Godec, Alenka Jeraj so prišle v parlament na račun Janše. Čeprav imajo zdaj vse svoje kvalitete, pa so ponovno, ne vem, kateri že izvoljeni, ampak Janša je tisti, ki se ga potihem v ozadju voli in potem pride na ta račun tudi ženske v parlament. Tudi po logiki kvot. Ali pa predvsem po logiki kvot. Ženska načeloma ne voli ženske zaradi narave Oedipovega kompleksa. Oziroma, elektrin kompleks je ista stvar, sem o elektrinem kompleksu je govoril Adler, Jung, pa še nekateri psihoanalitiki. Freud je govoril o Oedipovem kompleksu pri deklici, ne o elektrinem kompleksu. Deklica je v tej falični fazi psihoseksualnega, libidinalnega razvoja, kot se reče, torej v obdobju kastracijskega kompleksa, ko je soočena z anatomijo genitalij nasprotnega spola, čustveno, v bistvu se čustveno v tem obdobju naveže na očeta, preide iz svojega spola, torej od mame, na nasprotni spol, na očeta, in to zato, ker ima, Freud je to govoril, organ več kot ona, torej deklica, hči in njena mama. Zdaj to je osovražen del psihoanalize. Vsi vedo, da se Freuda najbolj sovraži, pa se ga ne sprejme zaradi te teorije Oedipovega kompleksa, ker na ta način žensko posredno postavi v drugi plan. Pa še reče, da je ženska moralno manj razsodna, da ima šibkejši nadjaz, in vsi poznavalci psihoanalize in Freuda vedo, ne zdaj, ali je to prav ali ni prav, ampak vedo, da je Freud osovražen zaradi tega koncepta Oedipovega kompleksa. Tudi Simone de Beauvoir je svoj drugi spol, katere opozicija je ta moj prvi spol, napisala zato, ker se je želela zoperstaviti Freudu in tezi, osnovni tezi o zavidanju penisa, ki je inherentni del dekličinega Oedipa, če se tako izrazim. Deklica v tem obdobju, v obdobju Oedipa, mamici celo, torej spontano in nezavedno pripiše lastno kastracijo. Torej svojo kastracijo deklica v svoji psihični realnosti, v svojih miselnih procesih pripiše mamici. To dejstvo, da je deklica ne cela, kot se reče v psihoanalizi, da je manjka lulček, torej penis, spontano in nezavedno pripiše krivdo za to mamici. V tem kontekstu posledično tudi potlači določeno jezo do mame. Očeta pa refleksno dvigne oziroma refleksno postane oče njen bog, njeno božanstvo, njen prvi bog, njen odrešitelj, njen gospodar, se banalno reče, ki jo s svojo močjo, faličnostjo, možatostjo rešuje iz vseh zagad, iz težkih situacij, in to celo otroštvo, pa še puberteto. Če je kaj narobe, oči vskoč. Z mamico v obdobju razreševanja Oedipovega oziroma elektrinega kompleksa deklica, torej hči, tekmuje z mamico. Z mamico tekmuje za očeta. Kdo bo zdaj dobil tega očeta? Mamica ali hčerka? Ker preide iz mamice na očeta, ker ima organ več. Ko bom velika, sem poročila z očetom.
prav 3-4-letnica. In potem pride do tabuja incesta, oče od mamice in gre potem na fanta, na moškega. In deklica v tej tekmi s časoma potihem zasovraži mamico in v povezavi z njo tudi razvije ta tabu incesta, ki ga pa moški, fantek, bistveno bolj suvereno ponotrani, govorimo o tabuju incesta, zadnja stvar, ki se dečku oziroma pozneje moškemu zgodi, da si na seksualen način želi mamico ali pa sestrico ali pa pozneje hčerko, zadnja stvar, kar se pravi moški v seksualnem smislu zaželi. Ampak se tudi ženski oče, brat, pozneje sin, seksualno na nek način gnusi. To je ta tabu incesta, ki je posledica pravilno razrešenega Oidipovega oziroma elektrinega kompleksa. In zaradi tega, torej, v genitalnem mislenju preide v puberteti iz očeta, deklica, na fanta, na moškega. Ker je oče prepovedan. Ampak ne tako suvereno kot pri normalnem, pravem moškem. Oidipalno potlačena jeza do mame, torej to jezo do mame, posledično prejmejo vsi poznejši seksualni konkurenti oziroma konkurentke, vse poznejše ženske. Se pravi, oidipalno potlačeno jezo do mame, posledično prejmejo vse poznejše ženske, ki dotični ženski predstavljajo vselej tudi seksualne konkurente za moške, še posebej za potem izbranega moža, s katerim se poroči moža, torej moškega ali pa partnerja, ker zdaj niso v modi ker so v modi ločitve, niso pa v modi poroke. In pa zdaj ni ta mož, ampak je partner. Ženske so zato tudi nezaupljive do drugih žensk, bistveno bolj jih psihično, osebnostno, karakterno poznajo, jih imajo naštudirane, v mezincu jih imajo, tudi zato, ker sklepajo po sebi. In v svojih nespodobnih in agresivnih sadističnih mislih vedo, zakaj se gre, kadar je v igri ženski spol. Ženska ima žensko zelo naštudirano, ker po sebi sklepa. Moški ali pa Freud, ali pa tisti, ki se ukvarjamo s psihoanaliza je pa nastala, ker je Freud želel vedeti, kako ženska uživa. Moški strokovnjaki za psiho, pa tudi vemo, kaj vse je narobe v resnici s to žensko. In jaz govorim zdaj z teoretskega vidika in rečem, ženska žensko prezira. Ženska bi žensko v žlic vode utopila. Če gremo pogledati kak ženski fair play v športu, to glava peče. Kako znajo ženske biti nešportne? Tudi nekateri moški, ampak v povprečju so moški v športu ujeti v logiko fair playa, ker imajo vest, ki peče bistveno bolj suvereno, močnejši nadjaz. Ženske so pa na videz športne, ampak samo zato, ker so manj tekmovalne, ker one so igrive, one so ujete v paradigmo play, ne pa v game. Game je tekma. Moški smo, ker smo pravilno razrešili Oidipov kompleks, tekmovalni še pa še. In ko me čakamo, da pridemo v ring, da premagamo, torej simbolno kastriramo svojega seksualnega konkurenta, športnega nasprotnika, ženske se pa igračkajo tam z babami med sabo. In pa poraz ne boli toliko, kot moške boli. Zato se ne pobijajo toliko med sabo. Če pa se, recimo lezbike, v kakem fuzbalu, pejte vi gledati, kaj delajo lezbike v fuzbalu s svojimi nasprotnicami. To glava peče, koliko so nešportne. To je Pepe jim ni do kolena, ali pa Materazzi, ali pa Gattuso, to so Grobjani, ali pa Ramos. To so te, znajo biti zelo nešportne. Latinski izrek, ki stereotipno velja bolj za moške, je homo homini lupus.
človek človeku volk, moški moškemu volk. V resnici to velja tudi za ženske, v smislu, da bi ženski v resnici vrat zavila. Ne? In to tudi povem v reporterju. Ne? Tisti, ki se spoznajo na pse, jaz z mojim Lokijem nimam toliko problemov, stepil bi se z vsakim psom, ne pa s psičko. Ampak psičke, če se pa stepejo, ne? Se pa stepejo na smrt. Ne? Psi, če se stepejo, se ima med sabo, pa eden zgubi, se umakne in mu da mir. Psica pa je, da ne, to gre pa na smrt. In tudi ženske, ko jaz gledam te skrite kamere, brazilske recimo, kaj to ženske med sabo delajo, ko je na tapeti lepota, pa skrita kamera. In ko te pride neka lepotica napadati moškega, ki ga ima v zakupu neka druga ženska, pa tej drugi ženski se zmeša. Moški to drugače upravljajo med sabo. Ne. Ženskam se zmeša, ker njihov nadjaz je šibkejši, ne. Nima moči take. Ne. In sam tisti patos ven vseka, oziroma ne patos, ki ga nadjaz ne more brzdati. Ženske znajo med sabo biti zelo sikajoče, strupene in to naskrivaj. In same ženske to še kako dobro med sabo vedo. Ne, prav vejo, kakve so ženske, ker znajo po sebi sklepati. Ne. Ženske imajo dostop do lastnih moralno spornih, nemoralnih misli. In točno vedo, da so tudi druge ženske lahko, če situacija nanese, tako ali pa še bolj pokvarjene kot one same. Po Freudu in po Lorenzu Kohlbergu, ki je proučeval s testi človeško moralno razsodnost, tudi glede na spol, se ve, po teh dveh predvsem, se ve, da so ženske manj moralno razsodne zaradi narave Oedipovega oziroma elektrinega in kastracijskega kompleksa. Tvorba nadjaza pri ženskah utrpi škodo. Inštanca vesti se pri deklicah ne razvije na tak način kot pri dečkih. Ne, drugače povedano, ženski nadjaz je v povprečju dejansko s testi ugotovljeno šibkejši kot pri moških. Ne, Lorenz Kohlberg je to dokazal in za njim so šli to proučevati in so prišli do identičnih rezultatov, oziroma ženske raziskovalke bi pa naredile vse, samo da bi Kohlberga spodkopale, da bi ga demantirale. Svoje neke interpretacije so šle v to smer, ampak interpretacija ta prava je pa malo drugačna. Ker se govori potem pa o ženskem sočutju, ne pa o pristni moralni razsodnosti, ki jo premore moški, ženska pa ne. Ženska ima pa sočutje. Ne? Torej so pa ženske zaradi svojega sočutja lahko navidezno prav tako moralno razsodne kot moški, ampak navidezno je to. To navidezno moralno razsojanje žensk, med sabo ženske to vedo, ne? Da je ona tam hlini moralno razsodnost ali pa da je sočutna, ne? Ampak tista pravičnosti, ne? Pa ženska ne premore na tak način, kot to premore moški. In zaradi vse te nezavedne, spontane vednosti, nezavedna vednost, onemogoča, da bi ženske ker množično volile v politiki ženske kandidatke. Ne, to ne. Raje bojo te ženske volile malo pokvarjene moške kot svoj spol, ker za svoj spol vejo, koliko so te babe znajo biti pokvarjene, za moške pa približno ve, malo so pokvarjene, malo pa tudi ne. No, problematični pa so patološki narcisi. Ne, to so pa kronični pokvarjenci brez nadjaza in potem ženska tudi poznate moralno nerazsodne moške in je v stiski, kaj je manjše zlo. Ali volj tega patološkega narcisa, moškega, ali volj to petelinko, ali pa kuro, karkoli. In pol zaradi manjšega zla ocenjuje, da je manj škode, če žensko volj, kot če tega pokvarjenega patološkega narcisa volj. Ne? In tudi ženske so potem zvoljene tudi s pomočjo kvot v politiko. Zdaj bom pa še razložil teorijo moralnega razsojanja po Freudu, ki jo Freud ni na tak način razvil in tudi
večina ostalih psihoanalitikov, ki jih jaz prepoznavam kot dobre, ne šteka tega moralnega razsojanja na način, kot bom zdaj jaz to povedal, pa sem že na nekaterih drugih mestih to izpostavil. Namreč, narava kastracijske bojazni, torej bojazni, ne kompleksa v ožjem smislu, zdaj govorim o kastracijskem kompleksu v širokem smislu. Deček ima zaradi narave svojih genitalij to kastratibilnost v sebi, kar pomeni, da ga je strah, ima anksioznost, tesnobo, da se mu ta lulček lahko odreže. In ta lulček kot kastratibilen je tarča očetove tam preže na sina v smislu, ta mal, če seš ti zdaj pa mojo ženo želel, tvojo mamico, na način, kot si jo jaz želim, pazi se tam mal, sledi kastracija. Je dečkova fantazma. Se pravi, ko deček prepozna anatomijo genitalij nasprotnega spola, ko vidi tam ne celo deklico s kastracijskim rezom, on predpostavlja, da je tudi on kastratibilen, da se mu da tega lulčka odrezati. Kdaj se mu pa to odreže? Ja, takrat, če si on nekaj želi, kar si ne bi smel. In temeljni objekt želje, okrog katerega se celo otroštvo, cel svet vrti dečku, je mama. V oedipalni fazi deček ugotovi, ko je soočen z anatomijo genitalij, da mu sledi kastracija, če si želi mamo. Ker foter, mogočen, nepremagljiv, je tisti lastnik mame, ki po noči z njo spi. In deček si misli, jaz bi tudi z mamico spal, samo če si jaz z mamico spim, kaj sledi? Ja, kastracija. To je pa groza vseh groz v dečkovem otroštvu. Kastracija. Pa bom pa postal tak kot deklica, brez lulčka. Zadnje, na kar pristajam. Da se mi to ne zgodi, si ne smem želeti mamice. Ker bo prišel očka, taki vse zmore, in me kastriral. Je skozi malega Hansa ohlapno, Max Graf, ali kaj je že bil. Se točno ve, kdo je ta mali Hans. Skozi malega Hansa je Freud okvirno nastavil teorijo moralnega razsojanja, teorijo kastracije, kastracijske bojazni, anatomijo genitalij, vemo, očka, da ti z mamico nekaj počneš, tudi jaz bi tisto počel, ne vem točno kaj, pa ne smem. In takrat je bil mali Hans soočen s prihodom na svet deklice in tudi sestrice svoje, in tudi neko krvavo ste videli tam v povezavi z genitalijami. Freud je govoril tako, da je ta žensko mednožje pa krvavost, tista neka menstruacija kriva za to, da deček misli, da se tudi njemu zna zgoditi kastracija, odrezanje lulčka. Ne, ni potrebna kri. Potrebno je zgolj soočenje z anatomijo genitalij. In ko deček spozna, da so ženske, dekličine, sestričine, mamičine genitalije v resnici drugačne kot njegove, najprej deček misli, da ima mamica tudi lulčka, potem pa, ko je soočen s kruto resnico, sebe prepozna kot kastratibilnega. In ta groza, da se tudi njem lahko zgodi kastracija, je vtkana v vsakršno poznejše moralno razsojanje. Ker moški odraslosti pride v situacijo, ko si nekaj želi, naučil se pa je, da se tega ne sme želeti. Želi si, ve pa, da to ni prav. Zgolj kognitivno, razumsko ve, da ni prav. Ampak ker je situacija paradigmatsko podobna prvi situaciji, ko si je deček želel nekaj, kar si ne sme želeti, se pravi mamice, in v tem paketu je oedipsko prišla še kastracija, je on ponotranil paradigmo, da si prepovedanega objekta želje ne sme želeti. In ta paradigma se mu sproži v asociativno podobni situaciji v odraslosti, ko tajkun lahko nekaj ukrade, pa tega ne naredi, ker to ni moralno prav. Potem tega ne naredi. On bi nekordeš, to smo lahko, pa smo. Nekateri tajkuni smo pa rekli, mi bi tudi lahko, samo smo čutili, da to ni prav. Zato, ker je oedipski oče, čestitamo očetu, naredil kastracijsko pretnjo svojemu sinčku na ta prav način. Ga je porazil.
na način, da je otrok vedel, da če se želi mamice, sledi kastracija. Ta paradigma je potem naseljena v bios, v fundament, ki je odločilen za vsake poznejše moralno razsojanje. In moški v situaciji, ko si zaželi tam une napadalke z velikimi joški, svojo ženo, ko mu je rodila 3-4 otroke, pa ga ima ona rada, pa ima štinjo rad, ne, ta napadalka je pa tudi dobra, bi jo žgal, pa jo nekaj čutiš, da to ni moralno prav. Te vest peče, ali pa ti še organ ne ostane, ker te toliko vest peče. Veste, ženske, toliko vest tudi ne peče, ko se tam zlekle, pa da malo noge narazne, pa poklekne, pa malo tole se gre te oralne radosti, ne. Ženske toliko vest ne peče, moškega bistveno bolj peče vest, oziroma že prej nekaj ne naredi. Ne? To je ta vrlina pravih moških. Ko si ti v situaciji, da med lušen, užitek in prav, zmaga prav, ne pa lušen. Ne? Ko si ti v situaciji, da bi rad zmagal na gledališkem tekmovanju, Boris Kobal, ki je bil zdaj lepr Zvezdani, Mama me klica, si gledal? Ne, nisem, ne gleda ne Zvezdane, ne onega pokvarjenca. Ja, mu je zdaj žal. Ne, ti bi mogel prej vedeti, da ne smeš z goljofijo tekmovati z neko igro, ki si jo ti sam prepisal iz italijanščine. Tebe mora vest peč, že prej. Ne, fotor je zajebo in tebe vest ni tok pekla, da bi se odrekel užitku. Ne? Med lušen pa prav je zmagal lušen, ne pa prav. Zato, ker Oedipov kompleks ni bil pravilno razrešen. Oče ni suvereno porazil svojega sina. In ta moč nadjaza pri določenih beta moških ni dovolj močna. Ko pride do skušnjave, ne, med lušen pa prav, se ne aktivira tista osnovna paradigma iz otroštva, ne, kastracijska bojazen, mami si ne smem želeti, če ne sledi kastracija, tisti kontekst se ni suvereno ponotranil v bios in potem pride do problemov v moralnem razsojanju. Deklica pa ni kastratibilna, nje se pa ne da nič odrezati, nima lulčka, ne, je nekastratibilna, kar pomeni, da ne doživi grozo, če si jaz nekaj želim, da si jaz očeta želim, ko mi bo pa mama zdaj kaj odrezala, tisti mehen finger, klitoris, kaj mi bo odrezala, ali mi bo kaj zašila, če deklica sploh ne ve, da ima luknjo tam. Ne. Za vagino deklica ne ve še. Ne. Deček sploh razmišlja, da je deklica brez spolnih organov. Ne. On jih ima, deklica je pa brez. Nič ne ve, za klitoris, vagino nič ne ve. Ne. In odsotnost kastracijske bojazni pri deklici povzroči, da med lušen pa prav, deklica ne zna suvereno reči, bom naredila tisto, kar je prav, ampak je v tisto lušen potegne. Zato babe med sabo z užitkom, drugi svoji najboljši prijateljci, deca zapelje, pa se z njim dol da. Pravi moški svojemu prijatelju nikoli tega ne more narediti. Nikoli. Tukaj je razlika v moralnem razsojanju. In ženska, ko voli žensko, ve po sebi, da znajo biti babe zelo pokvarjene. Če je bil pa dober oče, računa, da so dobri vsi moški, ali pa večina moških. In potem se na moške zaneše, ker so bolj pravični kot ženske. Mi pa rabimo pravične politike. In ženska, ko tam obkroži med žensko pa svojim spolom pa moškim, predpostavlja, da bo ta moški boljši politik, da bo bolj pravičen. In potem pridejo po logiki kvot, pač v politiko tudi ženske. Mene so spraševali, kako bi pa jaz zdaj te naše ženske v politiki komentiral, kako bi zdaj Angela Merkel. Angela Merkel je pa ujeta v fenomen simbolne kastracije nemških moških. Po drugi svetovni vojni, pa bi rekel, 1/4 nemških moških je pomrla, bila že tako ultimativno kastriranih, likvidiranih. Tiste, ne vem, 2/4, kako sem rekel, je pa prišel nazaj simbolno kastrirani. Tisti, ki pa niso šli v vojsko, so bili pa že tako in tako, ko bi rekel, brez kurca. Simbolna kastracija nemških moških je zaznamovala celo nemško nacijo tako, da so tiste mame, ki so morale skrbeti za tisto gručo tistih svojih otrok, dečkov in deklic,
Mame so mogle biti malo bolj popadljive, malo bolj falične. Otroci so se jih bali, jih spoštovali. Mama ni bila samo tista nežna, ljuba mamica, me je pa fotor postavljal. Ja, kje, če ga ni bilo, pa še, če je bil, pol je bil simbolno kastriran, ga niso otroci resno jemali. Zato so ženske v Nemčiji gor vzete kot falične, ker je bila nemška mama po drugi svetovni vojni, strah in trpet, pa tudi spoštovanja vredna zaradi svoje moči v družini, ker ni bilo očeta, moškega, za vse te generacije, ki so Angelo Merkel zapopadli kot neko mamo, dobro, lojalni so ji, ne vem, so zadovoljni z jo, vse dokler niso tega ISIS-a začela Arabce gor vabiti. In te begunce naselila po celi Nemčiji in zdaj jokajo in stokajo, ker je Angela Merkel bila sočutna in pridejo gor tisti hvaljen Allah partija, Allah Akbar, te pa nimajo nadjaza, te imajo pa v strukturi moralnega razsojanja Koran, pa šariatsko pravo. To je čist druga kultura. In Angela Merkel je zaradi sočutja zjebala ne Nemčijo, celo Evropo s temi begunci, ki jih je vabila. Normalen moški nikoli tega ne bi naredil. Pa se pa, kaj se zgodi? Ja, tisto, kar se je zgodilo v Kelnu za nov let 2016. Ti begunci so posiljevali evropske blondinke. Pričakovano, bom rekel, v objemu simbolne kastracije so ti ISIS-ovci, muslimani, džihadisti, hoteli pokazati, da so še kar patentni, da niso simbolno kastrirani in jim na seks ven usekali. Pričakovano, vse to sem napovedal, Angela Merkel, ženska oziroma moškinja brez otrok, fisko študirala, kje če ženska fisko študira. Fiska je falična domena. Zavidanje penisa se je zgodilo, pač v spletu njenih okoliščin v odraščanju in kot političarka je sicer uspela, tisto Nemčijo nekako pošlihtala, ampak na koncu je pa zdaj pa zadnje 3-4 leta pa kiksala. Ampak ena dobra političarka je pa po mojem videnju bolj tale Johana Sigurdardottirjeva. To je pa mandatarka oziroma predsednica islandske vlade, enih 10 let nazaj je bila, se ni več predsednica, zdaj stara 70 let, ampak ona se je, ne vem, pri 50 letih ločila od svojega moža, se poročila z žensko, z neko novinarko, malo mlajša, ona je bila falična ženska, lezbika, imela 2 otroka, ker lezbike znajo biti tudi cvajtakterce, malo biseksualke, malo prakticira heteroseksualnost, malo biseksualnost, pa ortodoksno lezbičnost. No, ta Sigurdardottir, Johana je bila takšna, ampak je pošlihtala Islandijo, osvobodila tistih psihopatov narcističnih. Vse to, kar moški politiki niso naredili, je naredila Johana Sigurdardottir in je bila dobra predsednica za ta njihov narod. Potem imamo pa mi tlele še številne neke dobre predsednice vlad v teh COVID časih. Una z Nove Zelandije blesti, pa z Finske, ne vejo pa mnogi. Lanskega marca pa aprila so finski znanstveniki, medicinci, alfa-samci na vodilnih položajih noreli, ker se ta frajla, njihova predsednica, ni znašla z radikalnimi ukrepi. In takrat so oni stopili na sceno, ona se je pa usrala. In je iskala gospodarja in ga našla v njihovem NIJZ-ju, nekem Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja, in začela samo moške gospodarje upoštevati in postala dobra predsednica. To, kar se nekemu Trumpu ne more zgoditi, unemu Brazilcu tudi ne, za našega Janša ne bom rekel, ker se mi zdi, da on tudi posluša strokovna mnenja celo preveč. Zdaj smo sploh v fazi, ko se ne gre fetišizirati samo ta medicinski vidik, se pravi ekskluzivno medicinski, ampak moramo v zakup imati tudi psihološki, sociološki, ekonomski, filozofski vidik. In preudarni modreci to lahko naredijo. In v teh časih se mi zdi Janša bistveno boljši, kot ga mnogi na levi vidijo. Pa jaz nisem ljubitelj Janše. Ampak te babe, recimo ta Finka, pa Novozelandka,
so postale, kar vzorne voditeljice oziroma vladarke, zato ker niso same odločale testosteronsko z jajci, ampak so v tisti svoji stiski iskale odrešitelja, gospodarja, ki so jih našli v teh avtoritetah moških v vednosti, ki so posedovali neke inštitucije. In niso razmišljali svojo glavo, svojimi jajci, svojim testosteronom, ampak so bile vse plašljive in upoštevale stroko, in to je reševalo Novo Zelandijo in Finsko. In so kar poceni te dve države skozi šle. Za razliko od tistega dol Brazilca ali pa Trumpa. Bo pa on neki nasilo naredil. Skratka, te ženske, recimo, ko grejo voliti, voli vedno nezavedno. Mi smo brez svobodne volje, načeloma voli naše nezavedno. Redki, kateri se zavedamo in z razumom se pol neki na voliščih odločamo pa obkrožamo. Večina njih, povprečnih ovc, je ujetih v logiko nezavednega in volijo nekoga ali pa neko stranko zaradi, pa zavestno nekaj povejo, v resnici pa jedro njihove odločitve nezavedno. In potem je izvoljen Kučan, pa vprašajo, zakaj že? Pa ne vejo povedati, pa izpade, da ima lepe plave učke, mehne, nevaren, tako dobri stari oče, dedek, in je izvoljen, ker voli naše nezavedno. Posebno babe, pa Kučan, to je dream team. Starega fotra so volile, ki je nevaren, pa nima niti besede. Pa so pa te naše ženske, recimo, zdaj me najbolj razočarala, tako, teoretsko tudi, Ljudmila Novak, zato, ker ni bila lojalna svoji osnovni politični opciji, paradigmi, to je pa konzervativnost. Človek je predan neki svoji politični opredelitvi, zato, ker je njegova družina v njegovem otroštvu zavzela nek življenjski pristop k življenju, življenjski nazor, politiko družine primarne, vsakdo živi, in potem je politično opredeljen. Tisti, ki zamenja primarno družino, ali pa ki je jezen na svojo primarno družino, z lahkoto zamenja svojo politično opcijo ali pa vsaj svojo politično stranko. To, recimo, sem za Janija Möderndorferja govoril, da to je nekaj z družino bilo narobe, da on menja toliko te stranke, ali pa tolo našo Trbovčanko, jasno, Bočko, Sluga, to je bila tam na dol doma, 2 metra bila velika, že včas. Po višini se spomnim, ne toliko po lepoti, čeprav tam neki pol zmagovala na enih Miss Alpe Adria. Poznam pa fotra, sem ga poznal, to je fejst garbo tiste svoje hčerke, pa tako naprej. Ni bil dober očka. In zato ta zdrs okrog SMC-ja pa spusti kajlo svojemu fotru stranke, pa fotru države, se pravi Janši in Počivalšku. Spusti kajlo v najbolj nepravem trenutku, zato ker jo nezavedno spotika in tisti njen oče jo spotakne nezavedno tako, da smeti po stranki in po vladi. Jasna Sluga, Bočko, je se včasih pisala. Ljudmila Novak je pa tudi, bi rekel, konzervativnost, po kateri je slovela, in sem jaz jo celo cenil. Celo enkrat sem ji rekel, da je naredila napako, ker ni šla v Cerarjevo vlado, ker smo potem imeli pizdali okrog družinskega zakonika, ker je Erjavec prišel noter in posmeli ta referendum. Sem rekel, Ljudmila, če bi vi iz Nove Slovenije bili v tej vladi, ne bi imeli referenduma, ZZDR, noveliranje tam nekega zakona iz leta 76. 4 člene smo šli spreminjati, a pa bez staršev pelali, namesto očeta pa mamo, pa moške in ženske. In takrat je bila v tistih časih Ljudmila Novak še ok, pa tudi lojalna desnici oziroma konzervativnosti oziroma Janši. So bili partnerji z SDS. Zdaj pa plata obrla, v nabalu besa smeti vladi, blati Janšo, v popolnoma nepravem trenutku. In tukaj jaz pač špekuliram in rečem, da ima zamero do lastnega fotra, kako tudi ne, ker je sama po sebi malo možata, igrala košarko, falična bila, hotla medifjet, pa tale moj soimenjak Roman, njen mož,
ima lahko tudi kaj vmes, ne? Ker je tudi tako malo prinčesko, ko je pa Janša, tudi njen roman je tak, in če ima kako zamero do lastnega moža, sej ne psti kar tako, ne? Janši pa pol spušča ene kale, ki ne sodijo v ta politični trenutek. V tem trenutku se Janši ne sme tako spotikati, pa mu kale spuščati, tudi na Evropski uniji, kot to počne Ljudmila Novak. To jaz vidim, ne? Vsa krščanska je bila, zdaj pa maltene prijateljica z Fajonko. Še ena tam na levi je zelo zbegana, Violeta Bulc. Ta je bila tudi košarko igrala, velika tudi, ne tako jasna sluga, falična. Ona je pa diplomirala med drugim iz šamanstva, tam nekje v Škotska, kje je bila tam gor, v Angliji, ne vem. Nekdo, ki ne skuži, pri zdravi kmečki pameti, pri vseh faksih, da si ti tako močen, intelektualno, da postaneš komisar v Evropski uniji, Violeta Bulc, in ti verjameš v šamane. Pa ti si v rangu Marjan Ogorevca, ki je tudi zblojen totalno s šamanizmom. Šamanizem temelji, ker sem to študiral v antropologiji vsakdanjega življenja. Plot Levi Strauss, vrači njegova magija. Te magije sem toliko preštudiral, da vem, da šamanizem temelji na placebo fintah. In normalen človek, zbistren, pameten človek, mora to razumeti. Violeta Bulc ne šteka čist nič. Iz tega vidika je, ne vem, Toni Zankamer, pa je bila evropska komisarka, močna ženska. Pa še ena je še bolj zblojena v tem smislu, Nataša Sukič. To pa Nika Kovač, Kujo zveze, ker ona je pa za enakost spolov odkrita lezbika, ne, bod lezbika, ali pa cvajtakterca, ali pa karkoli. Samo ne moš ti se pogovarjati z duhovi umrlih. Nataša Sukič, 10 let nazaj, revija Misterije, intervju z njo, ona kliče duhove, se pogovarja z umrlimi. To je sam še za klepet ob kavi, tam z Jasmino Kandorfer, ne pa za parlament. Pa da je to zanesljiva ženska, ki se splača zaupati. Če se da nasrati z raznimi verovanskimi koncepti, kot je na primer duša umrlih. Violeta Tomič, ona pa glumica, ne. Take, ne, odglumi vlogo in pa se jo voli, zato ker fino odglumi. Ker ta je tudi družinsko gledano malo čudna. Noben od teh bab ni srečno poročenih. Tudi Alenka Bratušek, pa Cvetičanin se piš, pa po možu, pa po svojem sinu, ne pa Bratušek. To je tudi falični način pristopa k življenju, falična ženska. Lahko stukaj tudi tisto tigrico, pa v štiklih napravljena, če ima bios, ima tam noter zgledovanje pa moških. Pol te ženske krijo politiko. Vse je bila svoj čas dobrodošla, ker je Jankoviću pa kajlo spustila. Kot Tamara Vonta. Pa smo obema plosku. Pa Bratuškova je tam v rudnik šla, k našim rodarjem stolkajočim. Kapo dol. Ampak, ko sem jaz rekel, analitično, da če ženske ne bi imele volilne pravice, teoretično, če je ne bi imele, bi mi imeli v politiki normalne politike, moške. Tako imamo patološke narcise, ker baba volj tizga, s katerim se dol dala. In volj moškega, žensko moškega. In ti moški politiki, narcisi so pokvarjeni, brez nadjaza. Če ženske ne bi imele volilne pravice, bi imeli čisto drugo politiko. To je enkrat ena, to je res. Njej pa ni to všeč. In potem začne tam mene blatiti, polemizirati, in ko se jaz odzovem, me blokira. Pa to moški nikoli ne naredi, da v neki polemiki daš rep med noge, mu na nekoga zliješ gnojnico, potem ga pa zablokira, da se ne more braniti. To je meni naredila. Pa ne sem ta, tudi Fajonka. Edina, ki je v tej zvezi, pa slučajno pač zdaj ta desničarka, o kateri bom govoril, Romana Tomc. Pa bom raj prej rekel, Katarina Kresal je meni bila dobra političarka, predvsem zato, ker je dala izbrisanim pravice, vsi LDS-ovi petelini nikoli niso svoje identitete dali na vago, pa bili, kaj bo z mano, če jaz dam tem zdaj pa pravice za nazaj, izbrisanim.
Katarina Kresal je pa rekla, mene ne zanima moja LDS, Liberalna demokracija Slovenije, in moja politična prihodnost. Ti ljudje, izbrisani, bodo dobili pravice, državljanske pravice. Ona je to naredila zaradi sočutja, ampak je nekaj naredila, kar z nekega mojega vidika človeškega, tudi moralnega, se mi zdi to prav. Logika, po kateri je to ona naredila, je drugačna, ampak vseeno je to naredila in sem jaz ploskal, da je dobra političarka. Malo me je pa skrbelo, če slučajno moje nezavedno njo ne vidi kot dobro političarko, zato, ker je tudi dobra mrha. In meni nezavedno spusti idejo razuma, da je to dobra političarka, v resnici mi je pa všeč, pa zaradi tega preferiram. Tudi Romana Tomc je po tej logiki, se meni zdi super političarka. Če bi Kira lahko zmagala na volitvah, je bila moja ideja, da bi bila lahko to, če bi bila to z desne, na podoben način kot Barbara Brezigar, da bi bila to zdaj Romana Tomc. Samo ona je enkrat že popušila kot predsedniška kandidatka, ne more še enkrat kandidirati. Ljudmila Novak se mogoče forsira, ker je zdaj proti Janši, pa tudi ona ne more zmagati. Ampak Romana Tomc, recimo, ima pa ta dud, da zgleda kot taka Marilyn Monroe ali pa Catherine Deneuve. Lepa, blond, plave učke, vsa všečna. Nezavedno jo voli. Ženske bi rade taka, kot je ona, moški ima pa idejo, da bi se nažgal. Samo en minus. Ta minus je pa ta, da je ločenka. V Ameriki ločenke ne more nikamor priditi. In tudi naše spontano nezavedno lahko kritično motri nekoga, ki je ločen. Mislim, v tej kulturi, čeprav Janša je ločen, Cerar je ločen, Janković se pa drži svoje mije, ima pa farmacevtke tam. Na tej točki so vsi krvav pod kožo. Je bil Tito, Mao Tse-tung, Putin, Bill Clinton, Monika Lewinsky, pa tako naprej. Na tej točki se vsem zalomi. Če se stvar razkrije, pol, recimo, je izredno težko s tem minusom nekam priditi, ločenka. Bog ve, zakaj se je ločila Romana Tomc. Lahko da je mož bil tisti, ki jo je prevajal, pa zapustil, pa šel. Ali pa bil kastriran zaradi, ne vem, politične kariere, pa se je umaknil. To so neka moja videnja, ki so pomembna. Ampak ta Romana Tomc je pa dobra mrha zgleda, s svojim letom, ki je že tam 50 let stara. Recimo, pa me sprašujejo za tolo Natašo Pirc Musar, ki smo da v ponočnem klubu, je rekla, včasih se zmotil, pa mi rečejo Gusar. Nataša Pirc Gusar. Musar, taka buckasta je, mislim, glavo ima, okej, frizura ima kot dec, kratko, kuku, pribac, isto frizura ima ta. Nima ženstvenosti, ne da pije, bowling igra, bowling, kegla, ali pa je keglala. Bowling je športna panika za moške, tam so tisti falosi in jih treba kastrirati. Vržeš kuglo, je treba kastrirati, prašiča narediti vse podred. Žensko keglanje, feminilna ženska bi vrgla neoplojeno jajčice, tako ima tiste kegle, in bi se jajčice temu stoličilo, ne podrti kegli bi mogli ostati. Ona je pa falična, kastrira, rine z besedo. To ni poezija za normalno žensko, da bi jo volila. Ženska normalna bo volila moškega. Falične ženske, se pa identificira, sam jo pogledaš, pa ne bi se bila glih identificirala z njo, ker nima privilegija v moški želji. Običajne ženske se identificirajo s takimi ženskami, ki so tudi lepe. Zdaj tale Musarca ne blesti zdaj po lepoti, ampak po neki pravniški pameti. Kakorkoli že, tale teoretski diskurs je bistveno bolj zapleten, kot je bil tle noter predstavljen, ker te ženske, Katja Steinbuch ali pa Nika Kovač, to so malo temo brcale. Jaz sem pa teoretsko jedro povedal, zdaj sem ga pa elaboriral na malo bolj, kako bi rekel, širši način, take it or leave it, nekaj je za kost glodati. Tako da, hvala, ker ste me poslušali, to je druga verzija s popravljenim zobom, prva je pa zakodirana, jo pa nisem zbrisal. Čau.